Dobro jutro, sem skupaj. Midva sva nazaj z najnovimi ponedeljkovimi live. Kot ponavadi sva z vami doktorica Neja Zupan in pa Alja Pozgornik. Obe se ukvarjava z naravnim zdravljenjem in imava skupno precej let izkušenj za sabo s tem, kaj lahko naredimo za to, da izboljšamo svoje zdravje in počutje. In v teh ponedeljkovih livih odgovarjava na naša vprašanja v zvezi s točno tem, kaj lahko naredite zase, da se boste boljše počutili in da boste živeli boljše življenje. Tako da, kot ponavadi, če imate kakšno vprašanje in lahko se res tiče zelo raznolikih tem, ga napišite spodaj v komentarje pod ta post, če ste na Instagramu, lahko pošljete tja, lahko pošljete tudi zasebna sporočila. In midve vedno najdeva čas, da na njih odgovoriva, mogoče ne bo naslednji teden, bo kakšen za tem, ampak vsa vprašanja shranjava, tako da vse pride na vrsto. Tako da, danes bova govorila o tudi eni zelo zanimivi temi, predvsem bo Neja govorila o njej, ker je veliko bolj ekspert, jaz bom mogoče kaj dodala, odvisno od tega, če sem spolna, kaj pametnega za povedati na koncu, ampak bova se pogovarjala o temi dihalnih vaj, ki so postale zadnja leta v bistvu zelo popularne, ne, zelo so popularizirali določeni ljudje, kot recimo Wim Hof, ampak marsikdo pa ne ve, da zgodovina teh dihalnih vaj v bistvu sega zelo daleč nazaj in da ko je imela joga v bistvu celotna disciplina, ki se reče pranajama, ki so v bistvu točno to zelo nek velik nabor različnih dihalnih vaj, ki služijo različnim namenom. Zdaj pa vprašanje je pa tle vedno, kaj je v bistvu fino za posameznika, kaj lahko uporabljamo, kaj bi si svetovali za nekoga, kakšen namen imajo te vaje. Tako da, Neja, jaz bi tebe povabila, če nam lahko v bistvu daš vpogled v to, kaj dihalne vaje so, kaj je njihov namen, kaj naredijo na našem fizičnem nivoju, pa tudi na ostalih nivojih našega bitja in kako recimo lahko nekdo ve, kdaj in kako se določeno vajo uporabi. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, ki nas danes poslušate, pa mogoče ne danes, mogoče boste malo kasneje poslušali, tako da vsi ti posnetki so dostopni na Facebook strani Bisernica, pa na moji osebni strani, pa tudi na Instagramu, tako da kjerkoli poslušate, tako da dobrodošli v naši družbi. In danes, tako kot je Alja najavila, imamo dihanje. In vprašanje smo imeli, katere dihalne vaje delati. Kaj midve priporočava? Jaz se bom spet naslonila na temo raka. Lejte, jaz sem velikokrat, pa prejšnji teden je bil prav posvečen temu raku, kako z različnih nivojev pogledati na to bolezen. Ampak lahko rečem, da še enkrat poudarim, da rak je bil zame izjemen blagoslov. Med drugim tudi da sem takrat, ko sem šla skozi to izkušnjo, resnično sprakticirala resnično ogromno različnih dihalnih tehnik. Jaz sem sicer že prej, preden sem zbolela za rakom, sem začela ogromno stvari delati, od joge, Vitalis vaj, kineziologije, raznih energijskih tehnik, tudi rebirthinga, verjetno ste že slišali za Stanislava Grofa preko rebirthinga. No, on je bil pred Wim Hofom in takrat, ko sem jaz začenjala, to je bilo takrat 1985, takrat smo veliko delali po Stanislavu Grofu. On je raziskoval sicer psihadelične snovi, ampak ker so vse te psihadelične snovi, on se je ukvarjal, mislim, da predvsem z LSD-jem, so prepovedali in je on raziskoval, katero tehniko bi pa fino bilo delati, zato da mi pridemo v ta spremenjena ali razširjeno stanje zavedanja tudi brez enih zunanjih pripomočkov, ker LSD je ena snov, ki je kemična in spodbudi
naše možgane, da začnejo majčkeno drugače funkcionirati izven okvirov našega običajnega stanja zavedanja in nam lahko pomaga. Ampak LSD spremeni kemično delovanje našega telesa. So druge prakse, kot je recimo šamanske prakse iz Amazonije, ki nam pomagajo na naraven način, da pridemo v to spremenjeno stanje, ali pa spremenjeno, bom rekla, bolj razširjeno stanje zavedanja. Ker naše zavedanje je tako zelo ozko in ne moramo priti iz tega, ker nas ne spusti. Ko pa s pomočjo rastlin moči pridemo v širše stanje zavedanja, pa mi lahko vidimo, kaj se dogaja. No, in Stanislav Grof je raziskal, kako lahko pridemo do tega razširjenega stanja zavedanja preko dihanja. In takrat je nastal rebirthing. No, in jaz sem rebirthinga kar zelo veliko uporabljala, prakticirala v času, ko sem šla skozi mojo izkušnjo raka, zato da sem prišla do uvidov, kaj je tisto, kar je potrebno v mojem življenju še spremeniti, katere čustva spustiti, kaj na novo začeti delati, kaj transformirati, kaj opustiti, zato da se bo rak pozdravil. Zato da bom prinesla dovolj kisika v moje celice. Namreč, ko sem prakticirala ta rebirthing, to je hitro dihanje s trebušno prepono, naenkrat seveda so se pojavili mravljinci v rokah, nogah in po celem telesu. Običajno se mi majčkeno vrteti začel. To je zame en znak, da prihajam v eno širše stanje zavedanja. No, in takrat sem dobivala potem uvide, kaj je tisto, kar v mojem življenju manjka, ali pa kar je potreben spremeniti, ali pa na novo začeti delati. In to hitro dihanje, jaz si razlagam, tako kot sem jaz dobila lastne uvide. Ljudje me velikokrat sprašujejo, katere knjige pa to sem brala. Glejte, jaz zelo veliko tistega, kar jaz predavam iz svoje lastne izkušnje in manj tistega, kar sem jaz nekaj prebrala, ker tisto, kar preberete, pride potem iz nivoja ega, kar pa imate lastno izkušnjo, pa prihaja iz nivoja duha, duše, ker dih je duh, duh je življenje. Ko se duh inkarnira v telo, takrat telo zaživi. In če je pomanjkanje diha, je pomanjkanje življenjske energije. Zato je zelo pomemben, da vi dobro dihate. Saj se dajte si zamisliti, ko vas je strah, se vse zakrči in energije duha ni, energije življenja ni. In v tem stanju ne morete dobivati uvidov, teh jasnih uvidov, kako svoje življenje peljati naprej. Zato je tako pomemben umirjati vse skupaj. No, in tudi recimo te jogijske prakse, tudi jogo sem pa prakticirala od 1995 naprej. Tako da imam tudi že kar precej dolgo življenjsko prakso v jogi, je pa ravno to prakticiranje in pranajama. Alja je omenila to pranajamo, to globoko dihanje. Takrat recimo, ko vas je najbolj strah, takrat začnite prakticirati prav to pranajamo, zato da dejansko začnete pomirjati. Prej sem pa govorila o tem dihu,
izhajala sem iz te rebirthinga, ko hiter dihate, ta vas pa pripelje do enega razširjenega stanja zavedanja, ko toliko kisika v telo pride, da tisti stari vzorci ne morejo več obstajati. In lahko začutite recimo razno krčenje, napenjanje. To samo pomeni, da tam v tistih delih telesa ni dovolj kisika, ni dovolj energije. Seveda pa zdaj, če pogledamo pranajamo, jaz vam svetujem, da jo prakticirate čisto vsak dan, da se naučite, kako umirjati sami sebe. Zdaj pa, da greste v raziskovanje svojih lastnih vzorcev, pa tam, kjer se zapletajo stvari, tam, kjer je pomanjkanje, recimo ta rebirthing, to pa jaz svetujem samo po 5 minut na dan. Zato, ker če boste vstopili v eno razširjeno stanje zavedanja, pa se tam nekaj začne dogajati in sami niste usposobljeni iz tistega stanja tudi potegnete učenje, potem lahko ostanete zataknjeni v tisto stanje. In imajo ljudje lahko potem te psihološke probleme. Tako da, če rabite nekoga, če želite iti v ta spremenjena, razširjena stanja zavedanja, vam svetujem, da poiščete nekoga, ki je o tem usposobljen, da vas pelje skozi to džunglo in ne, da delate sami. 5 minut na dan je to varno, tako da se navajate na to, potem pa seveda, ko se navadite na to stanje, jaz imam recimo eno stranko, s katero sva začela prvo na 5 minut, zdaj že kar dolgo časa, dolgo časa je prakticiral in zdaj mi je že rekel, da je zdaj to majhen podaljšal, ta čas, ker se je počutil dovolj varno, da gre naprej, in zdaj midva že govoriva o tem, kako začenja dojemati druge zaznave. Tako da je te stvari pa treba varno početi in ne na internetu gledati, pa potem po tistem delati, ampak je predvsem te stvari potreben varno početi. Zato recimo Wim Hof ima par minut tega dihanja, pa potem pauza, pa potem spet par minut, on ima sicer tudi potop v mrzlo vodo, če bo kdo želel tudi iti z menoj v to mrzlo vodo, lahko tudi gremo, imamo tudi dihanje, pa gremo, samo jaz ne organiziram teh tovrstnih potopov, da bi imela kakšne delavnice, to drugi delajo, ampak kadar ima pa kakšne zdravstvene težave, takrat pa jaz vse te tehnike tudi poznam skozi lastno zelo dobro izkušnjo ozdravitve raka. Tako da zdaj pa predajam besedo, ki bo še Alja kaj povedala zraven, kaj zelo zanimivega iz svojih izkušenj, pa mogoče pol še kaj dodam. Tako da, Alja. Ja, jaz bi rekla, da jaz, kakor vidim dihalne vaje, tudi je prvo, da razumemo, da recimo ta beseda samo prana, ko govorimo o pranajami, se dotika energetskega nivoja človeškega telesa. Se pravi, če gledamo mi 5 nivojev telesa, je prvi fizično telo, ki v ajurvedi bi se mu rekli in v jogi ana maja koša, naslednji je pa prana maja koša, se pravi energetsko telo. Kar tako naredi to povezavo, da v bistvu prek različnih načinov dihanja, pa to niso samo dihalne vaje, to je tudi to, kako mi dihamo na vsakodnevni ravni, bo vplivalo na energetsko stanje našega telesa in posledično, kako vsi procesi v našem telesu delujejo. Zdaj, te dihalne vaje
Jaz jih uporabljam za večinoma dva različna načina, jih ne uporabljam toliko za doseganje teh spremenjenih stanj zavesti, tudi včasih, ampak vidim pa dve recimo zelo uporabne stvari, ki sta tudi varni za vsakodnevno početi. Prvo je, da dihalne vaje lahko res pomagajo umiriti oziroma, če že ne bomo rekli umiriti, da ga potegnejo ven iz tega svojega sranja, ki ga tam vrti v glavi včasih. Se pravi, če kdorkoli od vas probal se recimo kdaj usesti v meditacijo, ne? Pa kar ne gre, pa kar šibajo oni možgani kar zgodbice tam napleta, vse ostalo, je lahko zelo uporabno, da se namesto tega, da se tam mi silimo v neko meditacijo naprej, da se gre v neke dihalne vaje. Recimo to izmenično dihanje prek različnih nosnic. Če pogledate alternate nostril breathing, je verjetno najbolj pogosta ta vaja iz pranajame, ki se jo priporoča, tudi zelo varno, praktično za kogarkoli. Ne more res voditi do nekih hudih, da te vrže iz nekega ravnovesja ven. Je lahko full fine vaja, da namesto, da se tam mislimo, pa probamo nekako se tam kregati z našim umom, da preprosto gremo v dihanje, da se osredotočimo na to. Tudi zelo velikokrat, ko začnete z meditacijo se ukvarjati, prva stvar, ki vam jo bojo povedali, osredotočite se na dihanje. Osredotočite se na vdih, izdih, pavza vmes, da v bistvu se potegne ven iz teh spet, teh klasičnih vzorcev, v katerih se vrtimo, kar pa je povezano s tem omejenim zaznavanjem. Druga stvar je pa, kakor Neja rekla, je pa lahko so dihalne vaje na vsakodnevni ravni zelo, zelo koristne, da nam pomagajo se umiriti. In to danes zelo veliko ljudem zelo pride, ker je zelo veliko stresa, nekih stvari, ki se dogajajo. In to zelo direkt recimo vpliva na naše možgane, se vidi tudi vodi do kemičnih sprememb, vsaka taka sprememba v dihanju, seveda razmerje kisika, ogljikovega dioksida, so pa tudi neke v bistvu fizične stvari, ki se zgodijo, ko mi vdihnemo, se določeni deli naših teh, niti ne malih možganov, ampak celo spodaj, še bolj, ko pride iz hrbtenjače gor, fizično premaknejo v določenem ritmu gor in stimulirajo na določen način, kako se naši možgani obnašajo. Jaz ne vem točno detajlov tega, ampak so tudi zelo fizični mehanizmi. Je recimo ena vaja, ki jo lahko naredite kadarkoli, zelo na hitro, kar res pomaga živčnemu sistemu, da se pomiri, je, da 2-krat zapored vdihnete in potem izdihnete daljše. Izgleda bi tako. In lahko to večkrat ponovite. In temu se v bistvu reče fiziološki vzdih. In je v bistvu ta izdih, tudi če to naredite, pomaga v bistvu pripeljati ravnovesje kisika pa ogljikovega dioksida v pravilno ravnovesje, da lahko mi v redu funkcioniramo. In če opazujete tudi recimo živali, tudi sami sebe, ampak če opazujete, jaz recimo doskrat to pri mojih mucah opazim, da vsake toliko izdihnejo globoko, same od sebe. In to je v bistvu fiziološki mehanizem, ki pomaga, da te stvari v ravnovesje spravimo, ki pa zelo zanimivo ga zasloni zmanjšajo. Se pravi, če smo mi cel dan na računalniku na zaslonu, manj tega naredimo, če se ne spomnimo aktivno in zavestno, da moramo v bistvu ta fiziološki izdih narediti. Če ne je zelo normalno, mi tudi v laboratorijih, ko smo z miškami te stvari študirali, se tudi, če meriš dihanje njihovo, se vidi na vsake recimo par minut, se v bistvu zgodi ta vzdih. Tako da to je neko fiziološko stanje, ki naše telo tudi podzavestno uporablja dihanje stalno, da regulira naše notranje okolje. Če se pa mi zavedamo tega, kaj določene stvari pri dihanju naredijo, pa lahko tudi sami to uporabimo, da recimo spravimo svoje telo v neko drugačno stanje. In jaz recimo ta fiziološki vzdih je zelo, zelo uporaben in pa nasplošno je v bistvu, ker zelo velikokrat ljudje rečejo, da se umirimo, da moramo globoko dihati. Ampak tukaj poudarek je v bistvu na izdihu. In v bistvu izdih je tisti del cikla, ki pripelje naš živčen sistem v ta parasimpatičen živčen sistem. S tem, ko globok vdih, če mi podaljšamo vdih in skrajšamo izdih, nas bo to pripeljalo v simpatičen živčen sistem. Se pravi, ta živčen sistem, ki ga asociiramo bolj s stresom. Če pa mi podaljšamo izdih, nas pripelje pa v parasimpatičen. Tako da to je ful fajn vedeti in to so ene stvari, ki niti ne rabite se recimo, ne rabite 15 minut, da to naredite, ampak lahko
par teh ciklov globokih izdihov ali pa fiziološkega vzdiha naredite in tudi mislim, da samo recimo 6 do 8 ciklov vas bo že pripeljalo neko drugo stanje vašega živčnega sistema, kjer lahko potem boljše se odzivate na vaše okolje in stvari, ki se dogajajo okoli vas. Tako da to je, kako jaz v bistvu dihanje sama uporabljam v vsakodnevnem življenju, predvsem za mirjenje uma in pa za mirjenje živčnega sistema, čim bolj na tako bolj kratkem nivoju, če rečemo temu, kratke časovnici, če se pač karkoli zgodi v življenju, da me vrže malo ven iz tega mirnega stanja. Odlično, odlično, hvala, Alja. Evo, ste dobili še praktično vajo, kako delati. Ker recimo jaz res, kadar se meni zelo veliko dogaja in ne spusti, meni dejansko pranajama, vam povem, ne pomaga. In je to hitro dihanje zelo učinkovito, da me dejansko more vršiti ven iz tega uma. Prakticiram pa različne načine dihanja, zato da pride dovolj kisika, zato da telo dobi to mirno vibracijo v sebe, zato da se lahko osvobodim starih vzorcev. Dajte stestirati in če boste karkoli rabili, še kakšno podporo, pa me lahko tudi kontaktirate, pa bomo kaj naredili skupaj. Tako da to je to z moje strani tudi za danes. Dajte spodaj v komentar napisati vaša vprašanja. Tako kot je Alja od začetka rekla, midve vedno odgovoriva, vse vprašanja si napiševa. Prej ali slej pride na vrsto vaše vprašanje, spremljajte, tako da boste videli, da boste slišali najine odgovore. Tako da vam želiva čudovit teden, poln prijetnih izkušenj. Če pa se kakšna neprijetna pojav, je pa to samo zato, da darilo odvijete in najdete odgovore, kaj je tam zadaj, kaj se skriva za tem tako imenovano neprijetno izkušnjo. Kakšno darilce. Tako da dihajte in še enkrat dihajte. In napišite vprašanja spodaj, tako da lepo se imejte. Adijo.